Vabljeni k ogledu oddaje Moj odnos do zdravja. Tokrat gostim eno prav posebno gostjo, ki nam bo povedala oziroma predala ogromno biserov. Povabila sem Sandro Mestek. Povedala bom nekaj o svoji zgodbi, ki me je pripeljala do tega, kjer sem, oziroma do tu, kjer sem, moje izkušnje, ki sem jih imela in kako zdaj izgleda moje življenje po vsej tej prehojeni poti in kaj predajam drugim. Jaz verjamem, da vam bo ta oddaja zelo všeč. Se vidimo na Ljubljana TV v oddaji Moj odnos do zdravja. Drage gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v oddaji Moj odnos do zdravja, v kateri gostim zelo zanimive gostje, ki so s svojim znanjem in izkušnjami začeli pomagati najprej sebi, potem pa tudi drugim. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. Danes sem v goste povabila Sandro Mestek, bioterapevtko, z osebnim in celostnim pristopom, kjer uporablja karmično diagnostiko, prehrano, osebne odnose, biopolje in pomaga tako na telesnem nivoju, kot tudi na psihičnem nivoju. Dobrodošla, Sandra, v oddaji Moj odnos do zdravja. Živijo, jaz sem vesela, da sem danes tukaj s tabo. No, krasno. Sandra, nas in gledalce vedno zanima, kakšne so bile tvoje izkušnje, kaj je bilo tisto, kaj se je dogajalo v tvojem življenju, da te je pripeljalo v to, kar zdaj počneš, ker pomagaš ljudem, si odprla srce, si se izobraževala, pridobivala znanje in sebi in drugim. Ja, jaz bi rekla, da je do tega pripeljalo v bistvu več dogodkov, ne samo en. Začelo se je verjetno na točki, ko sem se začela zavedati, ker sem bila še zelo mlada, pred 16 letom tam nekje, da si kreiram svojo realnost. Videla sem, kako kar pri meni se je večino vrtelo okrog moških, pa tega sem začela videti, kako glasba, ki jo poslušam, to, kar čutim, to, kar mislim, kako mi to kreira, da točno to se mi zgodi v realnem življenju. Mogoče potem druga naslednja stvar, ki je bila bolj močna, travmatična, je bilo težave doma, končala sem odnos z enim partnerjem, ki sem ga imela zelo rada, v bistvu sem zbežala od njega. In pa to je bilo tako vse nekako v istem času, ko sem imela težave s hrbtenico, že tam okrog 20 let sem bila stara in je bilo že tako hudo, da so mi zdravniki rekli, hrbtenica se ti poseda, nehaj trenirati, nehaj vse delati, ker tako ne bo šlo naprej. Kaj si pa trenirala? Takrat sem trenirala pole dance pa akrojogo. Ja. Tako da na tej točki se je meni nekako, to, kar so mi rekli, jaz tega nisem mogla sprejeti. Začutila sem, mogoče to s hrbtenico, ko so mi to rekli, je bilo tisti wake up call zame, ki je bilo, wow, okej, da kar zdaj pri teh letih ne bi mogla več trenirati, pa nič, pa to je kar to. In takrat se spomnim, sem se zjokala in nisem mogla tega sprejeti in tako sem potem začela iti v bolj zdrav način in s prehrano, ker prej sem jedla čipse, čokolade, verjetno, če bi kogarkoli vprašali z moje preteklosti, vedno sem imela neko vrečko s sabo, čipse, čokolade, groza. In sem začela jesti bolj zdravo, ugotovila sem pa potem tudi na neki točki, da ni samo to, kaj jem, kako jem, ampak da je vse, da je celostno in začela sem se ubadati potem tudi s psiho, s telesom. Videla sem, kako je vse to povezano, tako bi rekla. Zelo mlada si se začela zavedati, kako sama kreiraš svoje življenje. To je res tako zelo redko, da se pri teh letih, sploh najstniki, velikokrat, ker ne zmorejo tega tempa, pa zaidejo v razne težave,
A ne? No, ampak tebe je, hvala Bogu, potem zbudila tale hrbtenica. Ja, sicer to je bilo že prej, ko sem se začela zbujati. Hrbtenica je bila res tisti krik mogoče, ampak to prej je bilo pa, jaz ne bi rekla, da je bil kakšen poseben dogodek, ampak kot da mi je bilo to nekako dano, da sem se spomnila. In od takrat naprej je več ali manj imam, da se kar spomnim stvari in ni nek poseben dogodek, te posebni dogodki me v bistvu samo bolj zbudijo. Ja. Dobro, da se je zgodil ta poseben dogodek. Pri meni je bil recimo ta poseben dogodek, da sem šla že vedno, tudi jaz sem pri svojih 12 začela te stvari raziskovati. Ampak da je bil tisti wake up call, res, da grem res do korenin, je bil pa rak. 5% možnosti za preživetje, vse moje prednice so umrle za rakom in jaz sem rekla ne kemoterapiji, obsevanjem in hormonski terapiji. Tako da sem šla po svoje in v globino. Včasih res človek rabi en tak sprožilc. Pa ti mogoče veš, kakšne so bile misli takrat, ko se je to dogajalo. Po tistem, ko si dobila diagnozo, ja, je bilo tako, si se zjuhala, si rekla, da ti je bilo verjetno zelo težko, in nisi pa sprejela tega in si začela delati. Ampak kakšne so bile misli prej, nezdrava hrana, ker rekla si, da si ugotovila, da je vse povezan. Ker velikokrat ljudje ne vejo, kako so misli povezane tudi s tem, kaj mi jemo. Da mi s svojimi mislimi privlačimo hrano, svojemu naučenemu okusom privlačimo, kaj je tisto, kao za nas dober. Jaz delam recimo tudi, uporabljam mišično testiranje za pogovor z nezavednim delom človeka in človek misli, ja, meni ful čokolada paše, pa mi potestiramo, pa telo reče, ma daj spokaj mi s to čokolado. Tako da, kako si ti prepoznavala te svoje misli, čustva, kako si povezala, da se ti recimo to s hrbtenico dogajalo? Kako sem začela povezati misli pa čustva s hrbtenico, to, kar se mi je dogajalo. Se mi zdi, da je več dogodkov pripeljalo do tega, da sem jaz to povezala, mogoče prvo to pri prehrani, da sem vedela, da tako, ko jem, sem itak že skozi čutila, da nekaj ni prav, ampak sem kar to delala. Kaj si me vprašala, kako sem to povezala? Ja, ker si bioterapevtka, pa delaš na osebnem, energijskem nivoju, celostno obravnavaš ljudi. Jaz običajno raziskujem najprej pri sebi in me zanima, kako si ti prišla do tega, do te povezave pri sebi. Da so tudi misli. Verjetno bi šla iz tega, da sem začela se zavedati, da če si kreiram svojo realnost, potem mora biti vse povezano. Če sem lahko spremenila kakšne moške v svoje življenje, privlačim s tem, ker sem začela samo drugače razmišljati, pa drugo glasbo poslušati, sem potem vedela, ok, to mora biti tudi nekako z mojim telesom povezan. In tudi skozi sem bila, ne bi rekla, da sem sama šla v te energije, ampak skozi delo sem bila tudi v to nekako potisnjena in to mi je začelo odpirati, da sem začela razumeti, ok, povezan je to, kar mislim, čutim, da je vse povezan in bolj sem se ubadala, recimo sem šla samo v psiho in sem sam na tem delala, ampak še vedno ni bilo to, še vedno je nekaj manjkalo. Pa sem šla v čisto prehrano in sem 10 let porabila za to, da sem se poglobila v vse, res vse. Naštudirala, kaj je treba jesti, če ima človek težave s hrbtenico, je tako? Ja. Pa pol seveda z vsem ostalimi stvarmi. Ja. Se naustavila, ne? Ja. Ampak na koncu sem prišla do tega, da ne vem nič. Da ne vem nič, da je bilo vse ne brez veze, ker saj je nekaj, zdaj vem, kaj je nekako uravnotežena prehrana, pa tako, ampak ugotovila sem, da je za vsakega nekaj drugače. In ne moremo sploh za enega reči, to je optimalno za enega, to ni optimalno, ampak vsi pa vemo, kaj je pa
zdrava prehrana, pa kaj ni zdrava prehrana. In zdaj, če gremo samo tisto, če damo nepredelano stran, pa vse to, če gremo v to, sploh ni tako težko v resnici. Ni treba to komplicirati. Ja, to sem jaz tudi ugotovila, ker so ta dieta, pa una dieta, pa da je to ločuj, pa ločuj, pa ne vem kaj. Ne, jaz recimo tudi v svoji ordinaciji. Človek kot posameznik, kaj bo jedel za to, da se bo na njemu naredila neka sprememba. Ampak se čisto strinjam, recimo, če je človek zdrav, pa da samo odstrani predelano hrano, industrijsko pripravljeno hrano, hitro prehrano iz svojega jedilnika, si zagotovi veliko bolj kakovostno življenje. Po oglasih nadaljujeva s pogovorom. Če se še majčkeno poglobiva prav v te povezave, čustva, misli, kaj se je takrat dogajalo? Rekla si, da je bilo več stvari v tvojem življenju in da si vedela, da ti ustvarjaš in da nekaj je zadaj. Ampak mogoče res, kaj je bilo tisto? Pa tudi verjeten ta dogodek ločitev od tega partnerja, že s tem, rekla si, da si ga imela zelo rada, ampak kaj te je napeljalo na to, da si ga pustila, ne? Vse te stvari zelo verjetno peljejo potem v neharmonijo energij. Kako se je to pri tebi dogajalo? Ja, jaz sem skozi celo otroštvo, še do nekaj nazaj, konstantno sem bila v jezi, jeza je bila najmočnejša, jeza pa neko razočaranje. Pod tem bi rekla, da je bil strah, ampak ta jeza pa razočaranje, skozi sem si kreirala situacije, da je nekdo nekaj narobe naredil, da sem se lahko jezila. In tako kot tudi s tem partnerjem, potem sva v bistvu šla narazen, ker sem se ustrašila. Kaj je bilo pod tem? Bala sem se ljubezni. Jaz ljubezni nisem poznala na tak način, da ti en pove, ne vem kolikrat, da te ima rad, da je tam, tega sploh nisem poznala. In ko sem imela nekoga, pa ne rečem, da drugi me nisem imela, ampak ko sem imela nekoga, ki mi je tako kazal, ko sem čutila to iskreno ljubezen, sem se tega ustrašila. Ampak nisem se zavedala. Jaz vse, kar sem čutila v telesu, je bilo strah, jeza, nekaj narobe, nekaj ni. In zgodbice, ki sem jih imela v glavi, ob tem so bile pa pejt stran, ta ni dober zate, to je narobe, to je narobe, to je vse narobe. In me je to v bistvu omejilo, da bi naredila korak naprej. In z tega je potem tudi prišlo do tega, da sem imela ogromno enih alergij, ogromno enih težav, s hrano, groza. To je bilo, me je bilo strah hrane pa vsega, da ja, cel čas sem se v teh dietah vrtela, pa to ni dobro, pa to ni dobro, pa skozi sem bila v nekem tistem, kaj bom proti, ne, to ni dobro, pol je bilo veganstvo, pol je bilo to in skozi sem se v tem lovila, no, to je bilo. Mislim, to je res, to je zdajle tista pika na i, ker ljudje imajo alergije, pa rečejo, ja, tega ne bom več, zato imam alergijo na to. Ne, tega ne bom več, ker moje telo tega ne prenese, pa imam alergijo. Ampak poglobiti se v sebe, tako kot si rekla, ne, nisi prenesla. Mislim, to je zdajle tisto, kar je zlata vreden. Jaz upam, drage gledalke, spoštovani gledalci, da ste začutili to globino prepoznavanja, kako priti do resničnega vzroka, zakaj se nam nekaj dogaja. In te zgodbice, kaj si mi pripovedujemo. To ni v redu, ni v redu. In prav iščemo situacije, ki nam niso v redu, zato da pa lahko rečemo, ja, tole pa ni dobro za mene. Zdaj pa, kako si pa ti te svoje lastne zgodbe, pa svoje misli, svoja čustva, rekla si, da je bila jeza, da je bil strah, ogromno strahu, nenavajenost biti v ljubezni, ja, to je zelo velik problem v današnjem svetu, ker ljudje ne znajo biti v ljubezni.
Kako si to prešla, kako si zrasla iz tega, kako si zdaj začela sprejemati ljubezen? Najbolj mi je pomagalo raven to, da sem se začela poglabljati v svoje občutke. Pa ne na tak način, v bistvu ni bilo spet par let nazaj, to ni bilo ne vem koliko nazaj, sem dejansko začela zdraviti dele sebe. Prej sem to delala v nekem spiritualnem svetu, sem se poglabljala, pa sem razumela, pa je bilo vse to, zdaj jaz to vem, moja realnost je bila pa še vedno grozna. Počutila sem se grozen, v stresu sem bila, odnosi so bili katastrofalni. Pa ne govorim, da sem zdaj ne vem kaj, da sem vse prerasla, niti približena, ampak spremenil se je pa moje življenje za 70-80% in zdaj imam samo še te mal poti, če tako rečem, da pridem v lepše življenje, še lepše življenje. Tako da ne vem točno, kaj si me vprašala, kaj je bilo tisto še. Ja, kako si prešla te svoje občutke, jeze, saj si že povedala v bistvu, veliko ljudi reče, bom tam s tem ne bom nič razrešil. Tukaj, zdaj, tako, kot si lepo povedala, mogoče še kakšno konkretno izkušnjo, kako si recimo se jeze lotila. Verjamem, ogromno ljudi ima jezo noter. Kako si recimo šla prav na fizičen nivo tega doživljanja strahu? Kako si se strahu osvobodila? In kaj si dala na mesto tega noter? Kar sem začela delati je, da sem se učila, kako res v telesu to začutiti. Ne v glavi, ne kaj mislim, da čutim, ampak kaj fizično čutim. In velikrat je prišla kar kakšna nenapovedana, čudna bolečina. In to je bila tista bolečina, za katero je bila jeza, pa strahovi, pa vsi ti občutki. Tako da najbolj to res, da sem se ustavila in vsakič, ko je recimo je bila jeza, nisem jo zanikala, bilo je, kako jeze čutim, res, kako jeze, zdajle bi kar ne vem kaj naredila. In pomagali mi je to, da nisem šla potem kasneje, da nisem šla v obsodbe, ti si kriv, tam je to naredil, ta situacija, ampak zavedanje, da vse, kar se mi dogaja, mi dejansko pomaga, da mi zbudi te, jaz tako vidim pri človeku, kot neke blokade, ki jih imamo tako v telesu, kjerkoli pač so, jih imamo in to je v bistvu zastala energija. In zdaj ti prideš in mi rečeš, kakšne lase imaš danes, in meni zdaj to ta trigger zbudi. In jaz to vidim tako, kot to se zdaj malo razrahla in zdaj imam jaz priložnost. A bom reagirala na to, bom nazaj zaprla, ali bom pa zadihala v to, zdaj pa čutim, ne vem, strah, ali pa čutim jezo, kar v trebuhu me stiska, kar bruhala bi, karkoli. In namesto, da sem šla potem v zgodbico, kaj mi je naredila, kakšna je, pa šla to prijateljici govoriti, pa ne vem komu, sem ostala s tem in nekako prečutila to in to je bilo tisto, kar je meni res, res naredilo veliko spremembo v telesu. Sedela s tistem pa dihala, namesto obtoževanja nekoga, kaj je nekdo nekomu nekaj naredil. Ja. Ker jaz tako gledam, vsi smo ljudje, napake se dogajajo, sam zdaj, če jaz to čutim, recimo, ko nekdo lahko da naredi napako, lahko pa da ne naredi napake, sej, recimo, če bi imela midve 6 kot lele spredaj pred nama, jaz vidim 6, ti pa vidiš 9, pa vsaka bo svoje trdila, kaj je zdaj. Ampak se pravi, da ne gremo v ta obtoževanje, ampak da smo sami s sabo in da ta prvo predihamo test, potem pa se šele pogovorimo z nekomu drugemu, ko ni več tistega triggerja noter. Kako tebi zdaj to uspeva? Recimo, vem, da imaš partnerja, kako to v partnerskem odnosu zdaj to izgleda? Nevedno popolno. Pa lih to vedno vse ženske učim, da ne rabijo biti popolne. Ampak kar zdaj poskušam, oziroma kar delam, je, da ko se nekaj zbudi, se vprašam, kako se pri tem počutim in potem, da probam to skomunicirati, ker v bistvu to je tudi pol rešitev zame, da to skomuniciram na način, kaj je moj problem, ne kaj si ti naredil in imam jaz zdaj problem, ampak kaj je moj problem. Recimo, da
posoda ni pomita in pridem domov utrujena, vse je umazana, ne. In zdaj namesto, da rečem, ne vem, joj, spet nisi pomil posode, a ti moram vse 100-krat reči, da gremo to jezo obsojanje, ker to obsojanje se zgodi samo zato, ker jaz ne morem vzdržati svojimi občutki. In če pa rečem, ok, kaj je zdaj sploh moj problem? A je res problem, da ni moja posoda pomita? Ne, problem je, da jaz dejansko si ne morem nekaj skuhati in zdaj moram pomivati, sem pa utrujena, pa bi najrajši sam nekaj na hit skuhala, pa zasedla na kavč. In v bistvu na tak način, da poskušam izražati svoje probleme. Govoriti o problemih, pa ne o tem, kaj je nekdo naredil. In s tem se v bistvu pol druga oseba tudi ne počuti se napadeno toliko, ampak vidi, ok, ja, ta ima problem, ja, ok, mogoče sem res, jaz bi lahko kaj drugače naredil, ali pa ta oseba mogoče, oziroma če je moški, prav rešiti ta problem. Tako da nekako na tak način. Ja, super nasveti tudi za naše gledalce in gledalke. Drage gledalke, spoštovani gledalci, midve bova nadaljevali po oglasih. Med tem časom pa lahko že tudi pogledate na www.bisernica.si/darilo, kjer sem pripravila eno posebno brezplačno darilo prav za vas. In vidimo se po oglasih. Imaš res bogato življenje. Veliko stvari si spoznala, veliko si se naučila, preučila, raziskala in predvsem, kar je vsaj za mene zelo velikega pomena, da človek tisto, kar govori drugim, da sam počne. In tle iz tvoje celotne zgodbe vidim, kako ti pri sebi stvari spreminjaš in ti to daje tudi en tak močen temelj za tvoje poslovno življenje. Si bioterapevtka. Daj, majhen povej, s kakšnimi težavami ljudje prihajajo večinoma k tebi? Ogromen je težav v partnerstvu. Se mi zdi, da tle je zdravje, partnerstvo, mogoče delo oziroma ta namen, ki ga iščejo, ali pa sreča v tem, kar delajo, da se nekako najdejo. To dvoje oziroma troje, ja, to se mi zdi, da je največ tega. Pa če nekdo pride, kako pristopaš k temu problemu? Zelo intuitivno. Jaz ne maram najbolj teh nalepk bioterapevtka, pa to, ok, zdaj nekako nekaj naj bo, ampak jaz delam tudi tukaj zelo celostno. Vse, kar sem, ne vem, od 16-17 let oziroma že prej spoznala, sem nekako zdaj uporabljam vse metode, zato da nekomu najbolj pomagam, ampak najbolj je pa sam, da se povežem in sem kot nekako pretočna za to, kar druga oseba rabi. In to je lahko ali energijsko zdravljenje, ali skozi pogovor, ko vidim jaz, kaj ima nekdo težavo, kaj rabi narediti. In to so lahko tudi, da dam nek nasvet, ne vem, vsak dan naredi nekaj, kar te veseli in s tem spremeni življenje. Ali pa do tega, da res gremo globoko, ker kar lahko delam, verjetno že zaradi tega, ker to toliko časa delam, je, da sem kot na nek 2-3 koncih naenkrat, da vidim, kakšna blokada je, kaj je rešitev in kje se je sploh problem začel. In da v bistvu pomagam človeku razvozlati, kaj je sploh problem, ker v resnici problem. Te izzivi, ki jih imamo, so zelo simpel, ampak se nam zdijo kompleksni zaradi tega, ker ne vidimo cele slike. Ampak če nekomu pokažeš, lej, to se je začelo, to se dogaja, zato se dogaja, to rabiš narediti, v bistvu mu razblineš tisto, da ne ve kaj, in v bistvu so koraki čist simpel, kako pride do tega, kar pač vsak rabi. Ali je to dobro partnerstvo, zdravje, ali da si pomerjen v življenju. Ja, recimo omenila si partnerstvo. Kaj so pa tisti največkrat problemi, ki pridejo? Imaš bolj ženske, moške? S kom bolj delaš? Bolj ženskami. Ženske so ponavadi bolj odprte, a ne? Ampak jaz računam in upam, da se bo to tudi zdaj, da je prišel čas, da se to spreminja.
Jaz sem zdaj, kar sem opažati začela, je, da je ogromen moških, ki si želi in da so moški včasih, kakor mi ženske govorimo, kako smo odprte, pa hočemo delati, so moški včasih veliko bolj odprti. Okay. In veliko več naredijo, pa ženske se bolj ostanemo v tem, ja ne, pa to je on, pa to je to, pa to je to, pa to je to, pa vse nekaj v zuniji je krivo. Moški pa v bistvu so bolj odprti za to, pa bolj pripravljeni. Pa se mi zdi, da je to tudi v odnosu, a ne? Verjetno moški je bolj tisti, ki rešuje težave, ženska pa tista, ki ima težave. Naj bi bilo tako, če stopimo res čisto to svojo ženstvenost, pa moški možatost. In to je tudi najbolj naravno nam. Tako da, ja, opažam, da je oboje, no. Jaz mogoče sem se zdaj bolj fokusirala na ženske, ker mi je lažje, ker imam svoje izkušnje in ne želim moškim govoriti, kaj pa kako, lahko jim podajam spet, kako jaz vidim, kako jaz čutim. Ampak mi je zato mogoče ljubše delati, čeprav je velikokrat težji delati ženskami, ampak še vseeno čutim tisti, vidim jih kot sebe, ne vem, 5-10 let nazaj, ko sem bila v krču, v stiski, nobenemu nisem zaupala, res mi je bilo, sam nekoga sem rabila, da mi pokaže ljubezen, da sprejme to moje vse, koliko grozna sem v notranjosti, a ne, tako da, ja. Kako hitro ti vidiš, da se potem te blokade uspejo razrešiti. Ja, razrešiti, transformirati. To je čisto odvisno. Lahko je v 5 minutah, ima nekdo klik, pa se sprosti, lahko je več terapij, to je pa čisto odvisno od vsakega posameznika, kaj je njegova duša takrat pripravljena narediti, oziroma, ja, jaz recimo vidim razliko med tem, ko pride nekdo do mene po pomoč, pa ni pripravljen, ampak duša pa hoče. Te so najbolj trigirani, te so najbolj jezijo. Taki verjetno ni nujno, da imamo veliko terapij, ker na neki točki bo, tole pa ne bo šlo, ker je za človeka, duša pa človek je nekako pretežko. Ampak duša pa hoče in kar teče čez mene. In včasih mi je, joj, tole pa ne bi rekla, ampak je, ja, pa če rabiš povedati. Včasih so pa kakšni, ki pa res, ja, ki so pa kar odprti za vse, odprti in kar tečejo stvari. Pa vidiš, da pridejo predvsem za odnose ali bolj pridejo za to, da jim tudi, ker svetuješ tudi, kar se tiče prehrane? Ali je to kombinacija? Ker jaz, recimo v moji praksi, jaz to vedno vse kombiniram. Če nekdo je industrijsko pridelano hrano, hitro prehrano, ja, ne more pričakovati potem, da se bo njegov spremenil, njegova čustva spremenila, ker je to vse trigiran s tisto prehrano, ki jo imamo, ali pa pol rečejo, ja, ne morem toliko hitro skuhati, ne morem nič zdravega jesti. Vse je treba tako, z roko v roki, celostno, ker ti tudi celostno delaš, ne? Ja, lih s tem v bistvu se jaz obadam, ko nekdo reče, jaz ne morem, težko mi je, ne. Jaz nikoli nobenega ne silim, jaz v to ne verjamem. Tudi pri sebi, disciplina, ne. Jaz delam iz srca skozi in vse je entuziazem, tudi treningi pa vse, ker se nič ne silim, pa ne izvajam pritiska in ne želim tega delati, če ni treba. Mogoče res so kakšni primeri, ki bi rekla, lej, pač to rabiš zdajle narediti. Ampak redko, ponavadi je tako, da ugotovim, okej, zakaj je tej osebi, zakaj rabi to hrano, kaj to laži, zakaj, ja, kako pomaga ta hrana tej osebi, ker jaz verjamem, da nam vse pomaga na neki točki. In zdaj rabimo ugotoviti, kako ta oseba rabi se imeti rajš sama sebe, kaj je treba odstraniti, ne kaj je treba še narediti dodatno, ampak kaj je treba odstraniti, da potem naravno bom šla, namesto McDonald'sa, pismo, danes bom si pa nekaj doma skuhala, ali pa danes grem pa na, ne vem, nek zrezek ali karkoli, soladkov, na tak način. Ja, da pride to od znotraj, pride ta želja pojesti boljše, ampak to ne pride potem, zdaj moram, zato recimo hujšajo, ampak ko je te hujšanja konca, je ponavadi zelo hitro nazaj. Zato, ker je bilo samo tisto moram. Namesto, da bi se pogledali znotraj sebe, kaj se dogaja in tiste stvari od znotraj spremenili. Te misli, čustva,
ki nam preprečujejo, da se mi odločamo bolj zdravo, pa bolj v skladu s svojim avtentičnim jazom. Ja, točno to, ja. 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 Ja, to si tako dobro povedala. Si rekla, da še treniraš. Kaj pa zdaj še treniraš? Zdaj, ta trenutek delam najbolj jogo, ker je to nekaj, kar najbolj resonira z mano. In jaz vse pustim, da pač pride. Če je to tek, če je to fitness, karkoli, pustim nekako, da to pride samo. Ko človek res začuti, je to čisto enostavno delati. Zdaj pa, da začutiš, je pa potrebno biti pretočen. Ja. Tako da, dajva še za konec, če so kakšne tiste zaključne misli, ki bi jih želela predati našim gledalkam in gledalcem. Mogoče kakšen nasvet, kakšen quote, citat od tebe. Mogoče najbolj to, da naj začnejo poslušati sebe. Da noben ne ve boljš kot mi sami, ne zdravnik, ne noben drug. Vse so smernice, ki nam kažejo, da nekaj je na tem, ampak jaz sama vem najbolj zase, kaj je moj prav, pa tudi, če se vsi okoli mene na trepalnice postavljajo. In rabim pogum za to, da se odločam tako, kot jaz čutim v sebi, in to je v bistvu recept do srečnega, pomirjenega življenja. Jaz se zelo zahvaljujem, Sandra, za ta obisk, za to, da si predala nam tvoje čudovite bisere, in ti želim vse dobro naprej v tvojem osebnem in poslovnem življenju. Drage gledalke, spoštovani gledalci, vas pa vabim, da prevzamete svoje brezplačno darilo na www.bisernica.si/darilo. Čudežna moč možganov. In se vidimo v drugih oddajah. Moj odnos do zdravja.